Živjo. Medla sem se vrnila iz Dolomitov in potem sem imela občutek, da tako 14 dni prihajamo nazaj na neke tednice, kakor pač človek lahko pride. Potem, ko je izgubil psa in potem pač, ko je šel čez neke procese. Ampak no, name gre kar dobro. Jesen je, če niste opazili. Tako da mene je čakalo tudi neki, no, ne se mene, tudi Klemna, ker mi je pomagal, tudi nekaj teh jesenskih opravil in omejnih hišk in posod. Tako da zdaj bi vam jaz pokazala, kako naredim hruškov sok. Tašča mi je dala domače hruške. Eno rundo sem naredila že prej, sva šla v Dolomite in sva v bistvu vse 3 ali 4 litre spila, že sprot, tako da sploh ne bo za ozimnico. Res rata ful dober. Dodate lahko tukaj sladkorja, kot želite in na ta način ne vržete stran domačega sadja, kar je vedno plus. Hkrati pa tudi pač res paše ta sok, ko je mrzel. Jaz se prespomnim, ko sva šla na 1-2 pohoda, sva imela v bidonu ta hruškov sok s sabo in je tako vsaka celica mojega telesa je želela ta sok. Tako da najprej pospravim kuhno, potem pa začnimo. Torej, pri soku ste lahko ful inovativni in sicer poljubna količina vode, glede na to, kako gosti sok hočete, poljubni dodatki, začimbe, ingver in podobno. Poljubna količina sladkorja, jaz ga dodam pol na konc. V bistvu bom tu sem zdaj pustila, da se skuha, da se zmehča, potem bom zmiksala, uložila in to je to. Zdaj pa gremo na naslednjo stvar. Naslednja stvar je pa tale moj priljubi vodni kefir. Z vodnim kefirjem se še spoznavam, kot veste, sem bolj vešča kombuče, ampak vseeno, to zdaj je ratalo, no. Ja, pejte jučke navedati, ali kva? Prav. Ajde. Ajde. Kar nekaj časa sem se spraševala, kaj bi bil lahko nek produkt, ki bi ga jaz lahko ponudila vam, ampak da bi imel res uporabno vrednost, da ne bi bil kupljen na Kitajskem, da bi imel neko zgodbo, da bi bil nekaj več. In trajalo kar nekaj časa, potem sem pa s pomočjo kolegice prišla na idejo, da se povežem z Morjo Zalo. Če ne poznate njenega brenda, kdo ona je, bom spodaj polinkala. In me smo po parih kavicah, po parih sestankih, prototipih in vse tako, prišle do teh predpasničkov,
Vsak bo pakiral na takole vrečkico drugač. Hotela sem se malo lepše obleči, kakor doma, ker sem bila res v tisti neki trenerki pa razvlečeni majici. Da vidite, kako lepo pač izgledajo ti predpasniki. Prvi je takle oranžen, ta bo moj, ta ostane meni. In zdaj bi sem na kratko povedala, kaj je nekako celoten point teh predpasnikov. Bili bodo v 3 barvah, imeli bodo različne, eni bodo na okroglu, tukaj eni na kvadratno. Tu blagu, glavni del, se bo tudi malo razlikoval, torej ta oranžen je najbolj tak debel pa trpežen, druge 2 barve bodo bolj mehke. Kar pa je posebenega je to, da tu blago je sicer res kupljeno, ker sem jaz hotela, da je orang kvaliteta in da ne bo kakšnih komplikacij potem, ko bi oseba, ki bi to nosila, pač parkrat to oprala. Medtem, ko vsi tile žepki in naramnice so pa iz različnega tekstila, ki smo ga dobile ali od prijateljev ali iz kakšnih zidanc, ta konkretno je iz Golobinjaka, iz ene zidance je bil prt. Tako da, evo, tu je pač ena velika novica, ki smo zdaj res par mesecev delali na njej. Predpasnikov bo 9, tako da bo zelo omejena serija. Teh 9 predpasnikov, pač, ko bo enkrat prodanih, ne vemo, ali bomo šli še enkrat v ta projekt ali ne. Je pa noter res zelo veliko ljubezni, planiranja, razmisleka, uporabne vrednosti in tako naprej. Tako da zdaj bom pa dala gor še modrega. Modr je sicer, pač sem kroj, boste videli, da je lahko malo drugačen. Modre barve sicer ne bo, se nisem odločila za njo, ampak vsem, da dobite malo občutek. Bo pa potem, ko bo launch, kar bo enkrat novembra, boste imeli pač zraven vsakega predpasnika točno napisano, kakšna barva, kakšno tekstil in kakšna vrečka pride zraven. Zdaj, ko hodim nazaj, sem vas hotela še povabiti. 19.10. si zapišite. Organiziramo s puncami izmenjevalnico oblačil. Ni prvič, tokrat je že celo 3. v Brivarnici. Povezavo do dogodka bom dala spodaj v opis. Tam imate vse napisano, kako to izgleda, kakšno oblačilo lahko prinesete, kje, kdaj, ni da ni. V glavnem, odzivi do zdaj so bili vedno ful dobri. Jaz tu še vedno naprej delam, zato ker me tak dogodek res napolne, ker na ta način oblačila res ful zaokrožijo in jaz to lahko vidim iz prve roke, kako zaokrožijo. Tako da evo, če imate čas, 19.10. v Novem mestu. Novek! Virginia, Novek. Du te pa veterinarju pelo prejšnji teden. Ali te nijem kam dati? Večerjo nama je ujel. Veš, da se pa je lahko srove je ena zdaj objavila. Pa res. Eno, kap smo kam hodili, če znamo doma tako da.